nothing I can do, a total eclipse of the heart. Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Extreme. Nova oddaja, nove ideje. Nova tema, Tako, tako naprej. povej. Čez 3 dni bojo imeli eni Američani, oni, ki živijo v Srednji Ameriki, bojo imeli veliko srečo. Zakaj? Ker bodo doživeli popoln sončen mrk. Nekaj, kar bo pri nam na območju Slovenije šele leta, mislim, da je 2056. Tako da, A gremo v Ameriko? ja, mislim, bi bilo kar fajn, tudi če sam za to. Dosti ljudi drugače potuje samo zaradi tega. Ogromno ljudi potuje Ja. samo zaradi tega. Tako da, Ker to je ena stvar, ki jo moraš doživeti. tako je. Skratka, sončev mrk. O tem bo oddaja. Ne samo sončev, tudi lunin mrk bomo malo omenili. Okay. Tako da, najprej malo. Sončev mrk se pravi se zgodi, ko lunina senca pade na zemljino površino in lunin mrk se zgodi, ko se pravi zemljina, lih obratno, ko zemljina senca pade na lunino površino. Ja. Zdaj to se zgodi takrat, ko so sonce, zemlja in luda, ko se navidezno poravnajo na premico, ne? In pač v tem primeru zdaj odvisen, kje je luna, je spredi ali zadnji, v tistem primeru je eden od mrkov. Zdaj vsi mrki niso isti, enaki, ne? Več različnih mrkov poznamo, namreč lahko je samodelen mrk, lahko je tisti, ko je luna malo bolj oddaljena, lahko je pa tisti popoln, tisti najbolj spektakularen, ne? Imamo pa seveda tudi lunine mrke, ko smo že omenili. Tisti pa samo, tudi tisti so delni, ampak v večini primerov je tisti poln. Ja. Vse je logično, ker je zemlja toliko večja Ja. od lune, pokrije pol. Skratka, če imaš šanso videti lunin mrk, je to ena od stvari, ki jih v bistvu moraš doživeti, ker ni konec koncev toliko redek, so pa neke zadeve, ki jih bomo omenili. Zdaj, kako pride? Se pravi, ko se začne sončen mrk, se zgodi kaj? Najprej, ko začne luna prekrivati sonce, ne, so sence drugačne. Recimo, kot vidva tukaj so listi, ne, iz dreves, kaže v bistvu samo neko delno senco prikazuje. Ne. Pol, ne samo to, tudi sence so veliko bolj ostre. Zdaj, če si na morju, se bo sonce umirilo, seveda temperatura bo padla, živali bojo mislili, da je noč in se bojo spat odpravljale. Ne. Vse je take in take zadeve. Ne. Luči se bojo pržgale, javna razsvetljava. Ja, no, tudi do tega, seveda, ja, tudi do tega, ampak za nekaj minut v bistvu sam, ne. Zdaj pač, ko vse to pride in zahoda, pa začne luna prekrivati našo zemljo, ne. In če boste takrat, ko se vse to prekrije, pogledal v nebo, boš v bistvu videl samo še nek majhen delček, rekel, kot nek diamanten prstan, ne, ker na vrhu je zelo svetlo, vse ostalo je pa že več ali manj v temi. To je kao najbolj nevarena, ne, za gledati takrat, Ja, kaj je to. gledati moraš dejansko samo takrat, ko prekrije, ne, Ja. ker ni fajn. Za oči, ja. Ja. Ali pa imaš uno masko za švasati. Ali pa, recimo. Jaz sem tudi prek tega gledal. Jaz tudi, kaj je bilo, kdaj je bilo v Sloveniji? Ne, saj bo 2 leti nazaj bil en delni, ne. Sam neki cajt je bilo nazaj, je bilo prav. 99 ga Ja, je šel to- mem. Je bil pa... Tudi ni bil cel, vem, ja. Mislim, da je bil v Vojvodini, da je bil tisti popoln, ne. Ja. No, v glavnem, po tem prizoru boš v bistvu, bo že tisti skoraj 100% mrk, ne, bo takle pogled, se pravi, tukaj vidimo ob strani ta korona, kot se rekel, zunanja sončeva atmosfera, ne, in potem bomo pa videli v bistvu že popoln mrk. Zdaj, kako pa v bistvu tudi konec koncev pride, če malo bolj natančno razloživa. Luna obkroži Zemljo vsakih 29 dni pa pol, ne. Ampak nimamo pa vsak mesec sončevega mrka. Imamo mlaje, ampak to ni isto. Ne. Zakaj to ni isto? Zato, ker lunina orbita ni v liniji Zemljine orbite, nagnjena je za enih 5 stopinj, ne. In se pravi, če je luna na sredini in je to tako, v bistvu luna bo
tako krožila. In se ne bo pač vedno dogajalo, da pride sploh do sončnega oziroma luninega mrka. Se pravi, da pa pridemo do sončnega mrka, a ne, vidiš tukaj slika, kako v bistvu tole je mlaj, ne? Ja. Sonce, svet sicer ne luna, ampak luna ne svet, senca lune ne Gre mimo. gre mimo, ne. Ja, tako. Zdaj, v bistvu samo na Mlaj je za tistega, ki ne ve, pač pol, Ja. ko vidiš na nebu pol lune. Tako. Ja. Zdaj, samo v dveh se pravi na dveh točkah, se pa luna, pa to, kar smo na začetku imeli, se ta premica popolna, rata samo na dveh točkah, približno enkrat do dvakrat na leto, ampak kot smo že povedali, ni to vedno tisti mrk, ta popoln mrk, ne, imamo tiste delne, imamo tako naprej, ampak sicer pa je, dvakrat na let je mrk. Okej. Zdaj, bolj kot sončen mrk bo, a vidiš, nekajkrat na leto, zdaj vidiš, kako tukaj bo taj letošnji, Aha. pa tako naprej. Bolj kot, se pravi, sončne mrke pa večkrat, se pravi, večkrat smo pa priča luninemu mrku, zato, ker si že ti povedal, ker je luna tako majhna, da v bistvu vsi, takrat, ko je lunin mrk, vsi na zemlji vidijo lunin mrk. In še zato vsi vidijo, zakaj, ker tako več kot 1 uro lahko lunin mrk traja. Seveda, da pride čez Seveda, celo senco. Ja. Zdaj, takrat je luna navidezno rdeča. To se pa zato zgodi, ker je atmosfera naša oddaja to rdečo svetlobo in gre vsa se na luno. To je isto, kot zvečer, ko gledaš sončen zahod. Naprimer, je isto. takrat, ko se zakrije vse to, v bistvu vsi v sončnem vzhodu in zahodi dejansko svetijo na luno, zato je rdeča. Zdaj, se pravi, kot smo že rekli, sončen mrk, popoln, je pa videti redko in sam za nekaj minut, zato ker se konec koncev vsakih 18 mesecev imamo mrk, kar ni toliko redko. Je pa vseeno redek, zato ker, kot smo rekli, samo za par minut je, pa samo 0,5% zemljine površine v tistih parih minutah zajame. Zato je toliko redko. Zdaj, ja, smo rekli, da popolno prekrije luna sonce, ampak spet ne vedno. Zakaj? Ker tudi varira ta lunina orbita. Lunina orbita ni skozi enaka, ampak je, kot smo rekli, varira. In zato se lahko zgodi, da je enkrat malo bolj daleč stran, enkrat malo bolj bližji. Se pravi, tisti mrk, ki je pa najbolj popoln, takrat mora se res vse poklopiti, Vsi trije. Da pridemo do tega mrka. Smo rekli, luna prekrije sonce. Zakaj? Zato, ker po naključju sta na nebu luna pa sonce enak velike. Se pravi, mislim, da je nekaj 100-krat je sonce večji po širini, ampak tudi 100-krat tudi bolj oddaljen. In zato en drugega dejansko prekrijeta. Ja, se glede tega imam tudi eno, mislim, se ne vem, ali si to mislil povedati ali ne, ampak Zemlja je dejansko edini planet v našem Sončju, ki ima lunin mrk, mislim sončen mrk, zaradi tega, ker je pač lih točno toliko je oddaljena, pa točno toliko je manjša, da dejansko direkt pokrije sonce. Popolnega, misliš? Ja, da naredi popolno. Da ni, če bi bila pač mečken delic stran, ne bi ga pokrila, čist bi bil sonce okrog. Če bi bila pa malo bližji, bi bil pa sonce čist zadnje, ne? Tukaj ga pa direktno, toliko je velik, kot je sonce velik, ne? In pač to je v bistvu edini planet, kot jaz vem, da je v našem Sončju, ki se to dogaja. In tudi, sem gledal pač raziskave, ki so delali, da ljudje verjamejo v to, da zna biti skoraj da edini planet v naši Milky Way, ki je to možno. Pač je toliko več planetov, ampak da je točno ta razmerje razdalja tega, pa to, pa da je še lih. Da je to še ne moramo točen. Ne moramo reči, ampak je to toliko majhna verjetnost, da je še kje, da je zelo verjetno, da najverjetneje nikjer, ne? Da se točno pokrije. Ne?
No. Mislim, sem gledal, da je eni računal to in je imel tako res ful majhna možnost, glede na to, koliko je planetov v Milky Wayu in te zadeve. No. Tako da, ja, naprej. No, kot so rekli, v določenih, samo v 30%, ko so mrki, samo v 30% pride do popolnih mrkov. Ne. Ali imamo take delne, ali imamo pa tiste, ko je se prav, kot smo že rekli, da je sonce, da je luna toliko bolj oddaljena, da dobimo kaj en prstan na nebu, se pokaže, ker je luna toliko v bistvu manjša v tem primeru. Ta mrk, kot ga imamo, da je popoln mrk, bo samo še dobro. Računajo, da je kakšno milijardo let, da še bo trajal. V prihodnosti bojo pa samo še tisti delni. Zakaj? Ker vemo, da se luna oddaljuje od Zemlje. Koliko je centimetra? 3 centimetre na leto. Neil Armstrong pa Buzz Aldrin sta 69 postavila ogledal na luno. Lik za ta način, da astronomi lahko pošiljajo laserje oziroma žarke na luno, na tisto točko, da se nazaj odbije, da lahko zračunajo sploh dejansko, koliko je luna oddaljena, in so ugotovili, da se 3 cm na leto oddaljuje. To, da imamo pa ta steklo gor, oziroma ogledal, je pa tudi v bistvu tisti dejanski dokaz, da smo pristali na luni, zato ker ogromno ljudi še zmerno verjame, da smo pristali na luni. Ja. Tako da ja. Luna se oddaljuje in imamo sam še nekaj milijardo let, ker lahko, ker pol ne bomo več mogli. Ja, no, to je bilo to, tako da se pravi, kot smo rekli, še enkrat, če imaš šanso videti mrk, to je najlepših pojavov in to je treba videti. Tako. Ja, s tem si še kaj posebnega imel zapovedati. To je to. S tem zaključujemo oddajo. Lep petek, pa Lep vikend. Upam, da ste se kaj novega naučili. Ne? S tem zaključujemo oddajo. Ja, hitro moramo iti, da ne bo kaj narobe spet. Spet crkva. Še en mrk. Čau.